Jaz mislim, da je, če pogledamo tako krizo globalno, kot trenutno stanje v Sloveniji, da ko govorimo o tem, kako iz krize, se je treba najprej vprašati, kako to, da je Slovenija to krizo močneje občutila kot nekatere druge primerljive države. Dejstvo je, kot si vemo, da leta 2009 smo padli precej bolj kot nekatere druge države, da se je to vleklo še v 2010, 2011, da imamo težave še vedno pri ustvarjanju novih delovnih mest in podobno. In če to pogledamo, potem tudi z empiričnega vidika vidimo kaj, da so bila slovenska podjetja recimo v povprečju še konc 90-ih let relativno manj zadolžena kot njihovi konkurenti na Zahodu. V času pred krizo in med krizo so danes bistveno bolj zadolžena. Če pa pogledamo, kam je ta denar šel, pa vidimo, da ni šel v neko tržno-tehnološko prestrukturiranje, ampak je šel za prevzeme podjetij, za razne druge zgodbe, ki niso bile osredotočene na osrednjo dejavnost, na vzajemne lastniške povezave, na neko mreženje, da je eno podjetje lastniško vložilo denar v obvladovanje drugega, tisto drugo v prvega, da so posamezni direktorji sedeli v nadzornih svetih drugih podjetij, in vzajemno. Smo imeli neke vrste, jaz sem temu rekel, mala srečna družina, small happy family, kar se upravljanja tiče in to, kar je Milan prej lepo odprl, ker si rekel kombinatni sistem, bila rekli tudi dogovorna ekonomija, ker če pogledate 30 največjih slovenskih podjetij po prihodkih, za hec lahko greste vzeti po podatke, boste videli, da v polovici primerov, polovica primerov podjetij je takšnih, v katerih ima država večinski ali največji delež, neposredno ali posredno. Spravi, Slovenija je tudi tista država, tista ekonomija, ki ima največji delež države v gospodarstvu. Smo tista država, kjer so se kljub temu nezakonite poslovne prakse in sporne poslovne prakse zelo veliko dogajale, smo tista država, ki ima težave s plačilno nedisciplino. In če se zdaj vprašamo, kako je mogoče, da je do tega prišlo, vidimo, da smo, ko je prišla kriza, je samo malo bolj izpostavila tiste tranzicijske bolezni, ki smo jih 20 let vlekli, pa jih nekako nismo znali pozdraviti. Ali pa so obstajale interesne skupine, ki so preprečevale, da bi se to zgodilo. In če pogledamo, recimo nova institucionalna, moderna institucionalna teorija pravi, da lahko razlike v razvoju države, zakaj ena država prehiteva drugo v razvoju, pojasnimo z razvojem institucij. Države, ki imajo učinkovite institucije, govorimo o formalnih, pravosodni sistem, regulatorji, uradi za varstvo konkurence, uradi za preprečevanje pranja denarja in podobno, kot tudi neformalnih institucijah, kot govorimo o navadah, obnašanju, etičnih merilih. Skratka, tam, kjer te institucije učinkovito delujejo, se države hitreje razvijajo kot pa tiste, kjer te institucije recimo odpovedo na neki točki. In če se zdaj vprašamo, zakaj je v Sloveniji prišlo recimo do tajkunizacije, do teh nezakonitih poslovnih praks, zakaj je v Sloveniji plačilna nedisciplina, zakaj recimo traja 4 leta, zakaj je plačilna nedisciplina takšen problem, potem se je treba vprašati drugače. Kakšna pa je verjetnost, da je v Sloveniji bankir, podjetnik ali menedžer za uporabo nezakonitih poslovnih praks pravnomočno obsojen? Verjetnost je zelo nizka. In če se zdaj prepostavljamo, da so ljudje racionalni in vemo, da homo economicus si ljudje ravnajo relativno racionalno, seveda v obdobju tranzicije vsi to vedeli, da bo možnost epiloga zelo majhna, verjetnost, da bo prišlo do obsodbe na sodišču nizka, sploh je bila že majhna, da bo kdo vložil kakršnokoli tožbo, bodi si odškodninsko ali kazensko za zlorabe položaja. Zato je takšen način poslovanja postal neke vrste, jaz temu pravim, the way of doing business in Slovenija, slovenski način poslovanja, kar je danes postalo negativno. In če pogledamo samo plačilno nedisciplino, pogledajte gospodarske spore v Sloveniji traja 4 leta, to je bilo recimo v programu sedanje največje vladne stranke lepo izpostavljeno, 4-krat dlje časa traja, da pride do pravnomočne rešitve spora, gospodarskega spora na sodišču v Sloveniji kot v Nemčiji. Če v Sloveniji traja 4 leta, v Nemčiji pa leto dni. V 4 letih, veste, že dobri stari Keynes pravi, na dolgi rok smo vsi mrtvi.
V 4 letih v času krize, veste, koliko podjetje je odmrlo, so prelivali sredstva na druga podjetja, je prišlo po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju do stečajev, prisilnih poravnav in tako, da ni bilo nobenega epiloga. Zato jaz mislim, da ko govorimo o krizi, moramo najprej doma se spoznati, da smo prišli sami v neko institucionalno krizo, ki smo jo povzročili tudi s tem, da vsa leta so neka določena omrežja, tranzicijska omrežja sama preprečevala, da bi te institucije začele delovati. Spomnite se, koliko časa je trajalo, da je Urad za varstvo konkurence vendarle začel izvajati nekatere postopke. Urad za preprečevanje pranja denarja, še danes imamo primere, v katerih novinarji pišejo, kako so vplivni posamezniki prelivali sredstva iz svojega na drug račun, na račun podjetja in okrog, pa se nič ne zgodi. Da ne govorimo o DURS-u in drugih inštitucijah. In če so ti ljudje potem celo izpostavljeni kot neke vrste zgled, kot uspešni gospodarstveniki, potem kaj boste pričakovali od mladih ljudi, od podjetnikov, kot drugega, kot to, da bo rekli, to je način poslovanja v Sloveniji. In če to povežete s tem, zakaj v Sloveniji ni malih in srednjih podjetij, ki bi se uspešno internacionalizirala, uveljavila na mednarodnem trgu, je razlog preprost. Zato, ker v Sloveniji uspejo tisti, ki se dobro vklopijo v te tranzicijske mreže, ki se prisesajo kot klopi na razna podjetja v lasti države, ki jih država ali drug obvladuje, in skratka na domačem trgu tako uspevajo. Sveda, ko pridejo v konkurenčno mednarodno areno, to ne more biti uspešno. Veste, to je tako, da bi imeli zaščiteno ligo, recimo v nogometu, kjer bi en klub sistematično favorizirali, ga ščitili, sodniki sodili zana, pa bi pa mislili, da bo to isto moštvo uspešno v Evropski ligi. Ne bi bilo, ker prvič, ko bi šlo igrati po nekih normalnih pravilih igre, bi pogoreli na celi črti. Skratka, jaz trdno verjamem, da je čas tukaj, da se nekaj spremeni. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo neke pozitivne primere zdaj. Jaz sem trdno prepričan, da recimo primer Merkur in izjemno delo tožilca Kozine, ki mu je uspelo dokazati, da je oškodovanje upniškega kapitala, tu bo kolega kot pravnik bolje razložil, da je to zloraba položaja in kaznivo dejanje, da je lahko to precedenčni primer za celo vrsto drugih primerov, kjer je prišlo do prelivanja sredstev v tujino, do oškodovanja upnikov, pa se ni zgodilo nič. Zdaj imamo končno tukaj nek precedenčni primer. Zelo pozitivno je, da je vlada povedala, da bo objavila davčne dolžnike. Jaz sem bil zelo presenečen in razočaran nad odzivom, kako se reče, informacijske pooblaščenke za zaščito, ne vem koga. Skratka, kakšna je logika to, da rečemo, da je Slovenija socialna država in imamo to zapisano v ustavi. Ta socialna država se financira z davki in prispevki, drugače se ne more. Hkrati pa tolerira, da imamo posameznike, vplivne posameznike, ki ne plačujejo davkov in prispevkov, koristijo pa vse javne dobrine, hkrati pa rečemo, da jih je treba zaščititi, da se to ne sme objaviti. In jaz mislim, da je res dobra stvar, da bodo zdaj spremenili, nek člen v davčnem postopku in da vlada to objavi. In mislim vse, ne bomo zdaj na križ pribijali tiste, ki imajo par 100 evrov dolga, ker so se res našli v socialni stiski. Ni mi pa jasno, zakaj ne bi mogli objaviti tiste, ki imajo 10.000 evrov ali pa več tega davčnega dolga. Hkrati pa recimo državljani znajo ugotoviti, da imajo precej premoženja, so ga mogoče prelivali v tujino in podobno. Spravi, to je tisto, kar je pozitivno. Pozitivno je, da ko govorimo o slabih terjatvah v bankah, o slabih kreditih, da ko se bo to saniralo, da vlada jasno pove, kot je tudi dejala, ta prenos bo javn, bo transparentni in se bo tudi iskala ustrezna odškodninska in kazensko-pravna odgovornost, tam, kjer bo seveda to mogoče, ker ko so do te baze križale davčnih dolžnikov, teh slabih kreditov, boste videli, da ta presečna množica gre za vplivne posameznike, ki so bili mogoče vrsto let politični izbranci in pod določeno zaščito. In je prav, da veljajo enaka merila za vse. Skratka, jaz mislim, da ko govorimo o krizi, ko govorimo o tem padcu, zakaj smo padli v krizo, tako močno je treba o teh vprašanjih tudi govoriti. Ker če bomo mi sanirali banke
če bomo natočili spet denar davkoplačevalcev noter, ne bodo se spremenile te poslovne prakse, nismo nič naredili. Ne. Ta institucionalna kriza se zelo strinja z dr. Zverom, se manifestira tudi na evropski ravni. Ne. Če pogledamo danes zdaj evroobmočje, tudi tam poteka nek freerider za stonkarski učinek. Ne. Imate skupino držav, to mediteransko skupino, jaz si pravim blisko skupina, ne, kjer so Grki, Italijani, noter Španci, ne, Cipar je že zdaj počasi zraven, ne, in ki mislijo, da zanje ta javno-finančna merila, maastrichtski kriteriji, da je to zelo tako fleksibilno. Ne. In v teh državah je pač siva ekonomija nacionalnih športa, ne, če to vsi vemo. Ne. In imate neko skandinavsko skupino Nemčijo, kjer ta pravila striktno spoštujejo. Ni variante, da imamo enotno evroobmočje na dolgi rok, enotno valuto, pa tako različne fiskalne politike. Ne. In tukaj je potrebna neka konvergenca. Težava seveda je, da to bo dr. Zver bolje razložil, da po evropski pogodbi mislim, da Grčije niti ne moreš izključiti iz evroobmočja, tudi če bi ga hotel, čeprav mehanizmi za to obstajajo. Se mi smo tudi šli iz enotnega območja, iz Jugoslavije zase, ne. Pa smo nekako uspeli. Vemo, kako se to dela. Ker mislim, da moraš zraven jih izključiti pravzaprav iz Evropske unije, da to hkrati pomeni. Ne? To so te institucionalne težave, ki so tudi na evropski ravni in so na domači ravni, ne? In so podobne. In jaz mislim, da o teh vprašanjih bo treba resno govoriti. Ko pa govorimo recimo o teh različnih mnenjih ekonomistov, je pa tako, ne? Zelo popularno je danes reči, ja, sej, mi bi že šli iz krize, govorijo vsi o varčevanju, zakaj vlada ne zažene nekih infrastrukturnih projektov, zakaj ne vem, kaj se ne uživlja gospodarstvo. To zelo lepo zveni, ne? In to so neke sirene, ki pošiljajo zvoke, da se ladja obrne tja, spet na tiste čevi, kjer smo že nasedli. Treba se vprašati, ali lahko zdravimo bolezen s tistim zdravilom, ki je bolezen povzročilo. Veste, zelo prvo vprašanje je, ali si zdaj izmislimo neke infrastrukturne projekte, ki so zelo vprašljive donosnosti, pa se zadolžimo, pa rečemo, s tem bomo oživljali gospodarstvo, ne? Bomo gradili ceste, razkopavali sem tja, kaj bomo s tem naredili. Ne? Prvič, država se v sedanji situaciji, brez da konsolidira javne finance, ni sposobna zadolžiti. Ne? Drugič, tudi, ko se bo sposobna, bo verjetno morala skrbno izbirati tiste infrastrukturne projekte, ki so z dolgoročnega razvojnega vidika pomembni. Tako da tukaj se je treba zavedati, da druge poti kot pod ena uravnotežiti javne finance ni, ali se prejšnja 3 leta, sam sem bil nekaj časa v vladi, se smo imeli primanjkljaj 6%, pa smo, kaj pa je to drugega kot neka keynesijanska politika, uporabo financiraš, ne? Pa smo videli, da to ni rešitev. Ne? Ti lahko, to se samo še potem poglablja zadeva. Ne? Še posebej v Sloveniji, ki je mala odprta ekonomija. Če kdo misli, da lahko s keynesijanskimi ukrepi malo odprto ekonomijo reši, ne more, zato ker je ta spillover, ta odliv, takoj v tujino prevelika. Ne? Imate takoj deficit pol v trgovinski bilanci. Se pravi, jaz mislim, da druge možnosti, kot uravnotežiti javne finance z eno elementarno gospodinsko logiko, da lahko trošimo to, kot ustvarimo, ni. In to je treba povedati. In jaz mislim, da je bilo pogumno, da je vlada to povedala. Ne? Kar je bilo težko, to ni politično popularno, ampak je bilo pogumno in je prav. A ne delati se, kot da je vse v redu, je tako kot tist na Titaniku ali pa kapitanski Tino, ali kaj že bil, ki se je zabaval z svojim stafom in je pol nasedel. Vse tiš časa se imeli lepo, polko nasedeš je pa praktično nemogoče popravljati. Ne? Druga stvar je sanacija bančnega sistema in tretja stvar so pač strukturne reforme, med katerimi se meni izdijo zelo pomembne tudi te institucionalne. Ne? Tudi, ko govorimo o reformi pravosodja, regulatorjev, jaz mislim, da to ne smejo biti tabu teme. Ne? Sodstvo vedno rečejo, ali pa z najvišjih vrhov države je kakšen predstavnik reče, ne sme, to je pa tabu tema. Vlada želi si podrediti, ne vem, sodno vejo oblasti. Če bi jaz bil, ne vem, pravosodni minister, ali pa kaj bi rekel, oprostite, pa odgovornost vi tudi prevzamete, ne? Če ne smemo izvajati teh sprememb. Ne gre drugače. Tukaj bo pač treba neke sistemske spremembe narediti. Tako da, jaz mislim, da ta pot, po kateri zdaj gremo, seveda je prava, ni priljubljena, ne?
je povezana z neprijetnimi ukrepi, ampak če kdo misli, da bo kaj drugače, če bomo pa prisiljeni zaprositi za evropsko pomoč, lahko pa pogleda, kako je v tistih državah, ki so bile prisiljene. In kot si Milan prej rekel lepo, Barozo je tudi odprl nekatere teme, videli smo, da je zdaj mogoče tudi Evropska centralna banka je povedala, da bo šla v obrambo evra, da bodo odkupovali državne obveznice problematičnih držav. In to pomeni seveda, da bodo potencialno pomagali vsem tem državam, katerih cena zadolževanja bo previsoka. Potencialno tudi nam, ampak bodo postavili zelo jasna pravila. Ta pravila so že vnaprej predvidljiva. Povedali bodo privatizacijo, prodajte kakšno od državnih bank, kakšnega od blue chipov, ker ne morete biti država, ki s tako velikim deležem, ekonomija s tako velikim deležem državne lastnine poprositi za pomoč. Povedali bodo, da bo treba določene davke dvigniti, da bo treba še bolj zmanjšati javno porabo, da bo potreba odpuščati v javnem sektorju, povedali bodo, da se bo poseglo v socialne pravice, ne lahko precej bolj zmanj nekega občutka pravičnosti, kot je bilo do sedaj. Takrat bomo imeli na mizi tako kot Grki dvig davka na dodano vrednost in podobno, kar bo tako udarno na potrošnjo pa na standard. Zato jaz mislim, da moramo pač določene stvari narediti sami, da se temu izognemo. Ker še vedno trdim, da najslabše je, ko nisi več gospodar svoje usode. Mora zaprositi za pomoč in to vidimo, kaj se dogaja v teh državah. Da ne govorim, kakšen signal tudi tujim investitorjem. Tako da, jaz mislim, da bi bilo zelo pomembno, če bi v teh časih, ki so težki, in če pogledamo mednarodno okolje, ni nekih zelo pozitivnih znakov. V Nemčiji, zdaj že Nemčiji napovedujejo za naslednje leto tudi recesijo. V teh časih je treba stopiti skupaj tudi politične stranke, predstavniki strank bi morali, doseči konsens v nekaterih stvareh, od zlatega fiskalnega pravila, ki ni kar tako. Če smo mi rekli, to bomo naredili, pa moramo to narediti. Ne moramo reči včeraj, tako bomo, danes pa reči, ne smo si malo premislili, bomo mi to en zakon, zato ko lažje spreminjamo. Se vsak, ki ni naivn, ve, da daš v zakon zato, da boš lažje spreminjamo. Skratka, nekatere stvari bi bilo potrebno spremeniti, pa vodi diskusijo o institucionalnih spremembah, tako spremembi ustave nekaterih, ki je zelo pomembna, ki teče v parlamentu, tudi v kakšni spremembi volilnega sistema, za kar se bojim, da ne bo podpora, ampak to bi tudi bila pomembna institucionalna sprememba. Predvsem pa, kot sem dejal, se mi res zdi ključno, da naredimo tisto doma, kar je nujno. Pričakovati, da bodo drugi reševali težave namesto nas in da se ne bomo enkrat soočili z temi problemi, bi bilo iluzorno. Tako da jaz pričakujem tudi, ne vem, od ljudi, da znajo presojati, kaj jim kdo obljublja ali ponuja. Bližnjic ni, kdo reče, a vlada gre, nas spet varčujemo, spet se pretirano zmanjšuje javna poraba, ali pa recimo teza, bistveno lažje bi bilo znižati proračunski primanjkljaj tako, da se kratkoročno pristanemo na večji primanjkljaj, ker ga bomo na srednji rok lažje zniževali zaradi spodbujanja gospodarstva z agregatnim povpraševanjem. To smo še malo probali, pa ni šlo, razmere so drugačne. In to, kdo bo oktobra ali bodo kupovali slovensko obveznico oktobra, predvsem leta 2013, ki je pomembno leto, in 2014, ko zapade velik del našega dolga, je odvisno od tega, kako kredibilni bomo očeh tujih investitorjev. In slišim nekatere tudi domače ekonomiste, ki rečejo, ne, se to ni problem, pa mi naši javni in finančni podatki so še vedno dobri, vlada komplicira, ne vem, morajo dajati optimistične izjave. Pravi, ne kupujejo domači ekonomisti, pa mi ne kupujemo obveznic, kupujejo jih tuji finančni investitorji. In ti pač gledajo bonitetne ocene. In bonitetne ocene so pač odvisne od tistih ukrepov, ki jih bomo speljali. In mislim, da je nekatere stvari treba narediti, da je to, če govorimo o nacionalnem interesu, to je v nacionalnem interesu, da ohranimo evro, je v nacionalnem interesu, da ostanemo del evroobmočja, tudi če bo prišlo do Evrope dve hitrosti, da smo v tisti prvi ligi, ne v drugi. In to so tista vprašanja, o katerih bi morali govoriti.
In če kdo misli, da ker je danes v opoziciji, ko misli slabše, ko gre on in gora, ne, bolj za nas, ne, se je zmotil, ne. Ker na koncu bomo te stroške, recimo, morebitnega neprilagajanja plačali vsi, ne, in takrat bo bolelo vse, ne. Najbolj so tiste, ki so v najslabšem socialnem položaju in temu smo velja izobiti. Hvala.